in danes imamo res slovesno, kajti odpiramo 32. Simpozij ICTM študijske skupine za etnokoreologijo in v čast tega simpozija je k nam prišla tudi razstava iz muzeja Ribnica, ki deluje pod okriljem Rokodelskega centra Ribnica. Zato poseben pozdrav naši gosti Marini Gradišnik, ki predstavlja ta muzej danes in ki je tudi poskrbela, da je razstava uspešno potovala k nam. Lepo pozdravljam pa tudi doktorja Draga Kuneja in doktorico Rebeko Kunej, sta pa soavtorja razstave, tudi tista, ki sta predlagala, da ta razstava v času simpozija, pa še malo dlje, ker bo pri nas do konca avgusta, pride zraven oziroma, da nekako danes se tudi odpiramo. Slovene, of course, first, and then English. And thank you for being patient, and thank you for understanding that maybe I will not be translating all, but the most important, of course. So, torej, okay. To niso pač vedno običajne stvari, res smo srečni, da je simpozij pri nas in smo hvaležni Glasbeno-narodopisnemu inštitutu ZRC SAZU iz Ljubljane, hvaležni našim dragim kolegom, da so nas izbrali in mi se bomo potrudili po najboljših močeh in jaz verjamem, da bodo tudi Brežičani, Brežičanke zelo vesele, ker bodo v našem mestu nekako živahno potekale te debate vaše, pa tudi seveda se bo opazilo, da je mesto malo drugačno, kar je najboljše in odlično. I'm sure that you will enjoy your stay here, so thank you. Dobro, zdaj bom pa predala besedo Marini Gradišnik iz muzeja Ribnica, da vas pozdravi, da vam še kakšno stvar pove, potem pa naprej. Torej, I will give you my word, this microphone now to Marina Gradišnik. Ja, eni smo malo niže rasti. Hvala lepa. En lep dober večer vsem tukaj. Lepe pozdrave iz Ribnice v mojem imenu, v imenu muzeja Ribnica in tudi v imenu Rokodelskega centra. Hkrati pa tudi pošiljam pozdrave naše direktorice Tine Peček, ki se tega dogodka danes žal ni mogla udeležiti. Kot je že bilo rečeno, sem zelo ponosna, da je lahko ta razstava res tukaj v gradu Brežicah v sklopu Posavskega muzeja Brežice in tudi vašega simpozija. Več o sami vsebini razstave bosta povedala avtorja razstave dr. Rebeka Kunej in dr. Drago Kunej. Jaz pa mogoče lahko povem nekaj o razlogih, kako to, da je sploh do te razstave prišlo. Ko sta v bistvu leta 2014 na svoja odkritja v sklopu svojih raziskav in študij naletela na Matija Arka in njegov trio Hojer, on je bil doma iz bližine Ribnice, iz Sodražice, in tako sta tudi kontaktirala naš muzej, ker se jima je zdelo zanimivo, da bi mogoče ta projekt, to zadevo predstavili širše v obliki tudi muzejske predstavitve. In na ta način sta se združile ta raziskovalna dejavnost in muzejska dejavnost. Mi smo bili seveda takoj za to, zdela se nam je odlična ideja in iz tega ni nastala samo razstava, ampak temu lahko rečemo kar projekta. V bistvu je bila razstava o Matu Hojerju in njegovem triju, poleg tega pa tudi publikacija in bogat obrazstavni program, poln v bistvu različnih dogodkov, od predavanj do delavnic, tako za otroke, tudi plesal se je, naprimer, Zibonšrita. Toliko o tem. Želim vam vse dobro in še veliko druženja in veliko plesa in dobre volje. Upam, da vam bo razstava všeč in da se boste prijetno počutili tukaj v Brežicah. Hvala lepa. Hvala Marina, thank you Marina. I will do just a short summary. She apologized, the director, Tina Peček, Rebeka in Drago, oziroma Drago bo najbrž predstavil. Tako, prosim. Lepa hvala za predstavitev.
Ja, Rebeka je prosila, da začnem prvi, bo pa zato imela ona zadnjo besedo. Namreč z Rebeko sva sodelavca na inštitutu, sva pa tudi sopotnika v življenju, moja soproga, tako da se veliko druživa. Med drugim sva tudi sodelovala pri pripravi te razstave in raziskave, ki je pravzaprav pripeljala do te razstave. Jaz bi začel z naslovom, se pravi Matt Hoyer, Amerikanec na obisku v stari domovini. V angleščini je tudi prevod, so Matt Hoyer, The American Goes Back Home. Ta naslov je pravzaprav zelo poveden, saj simbolizira ali pa nekako predstavi tudi to vsebino razstave, pa zgodbo, ki je v ozadju. Namreč Matija Arko je bil Slovenec, rojen v Sodražici, ki pa je že kot mlad fant odšel kot izseljenec v Ameriko. Tam, lahko bi rekli, uspel za svojo glasbo kot Matt Hoyer in se potem kot Matt Hoyer vrnil nazaj v Ribniško dolino, v muzej Ribnica, kjer je bila pripravljena ta razstava. O Mattu Hoyerju oziroma Matiju Arko nismo vedeli veliko Slovenci, do nedavnega. Po drugi strani je bil pa zelo znan, priznan, cenjen med izseljenci v ZDA, kjer je bil tudi nekako utemeljitelj ali pa saj začetnik, pionir tako imenovane polke glasbe. In to je zgodba v tej razstavi, je pravzaprav zgodba o Mattu Hoyerju. To explain about the last thematic, last theme of our v mojem imenu. Sem zadnja in zato bom kratka. Kot je že Drago prej napovedal, pravzaprav gre za to, da smo s takimi gramofonskimi ploščami kot etnokoreologi dobili nov vir za razumevanje plesne dediščine pred drugo svetovno vojno, kajti naše terenske raziskave Glasbeno-narodopisnega inštituta so se začele šele po drugi svetovni vojni in gramofonske plošče in s tem povezano odkritje tega glasbenega vira nam je zelo prispevala k razumevanju pretekle podobe plesne kulture na Slovenskem. Dear colleagues, I'm the last one, so I will be very short. So I would just like to say that this exhibition is important from ethnochoreologist perspective because ethnochoreologists in the Institute of Ethnomusicology ZRC SAZU start with field recordings after Second World War with magnetic tape recordings, but with discovering these 78 records, we find new sources how to understand the dance culture before Second World War. Hvala lepa vsem. Razstava je v prvem prostoru naše galerije, v prvem nastropju, zdaj se bomo skupaj odpravili tja, potem pa vas prosim, da ste nazaj res ob 8, ker so prosili soorganizatorji, da pričnemo z potem slovesnim odprtjem simpozija točno. Razstava bo odprta ves čas, tudi še danes večer, tako da bo potem še več možnosti in verjamem, da boste tudi avtorja še na voljo. Torej, now we go to see the exhibition. We don't have much time, it's not important because the exhibition is here for the whole... Bedana, ki je predsednik Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo,
ki mu v angleščini nakratko rečemo ICTM, in to kratico boste dostikrat danes slišali. Potem 3 v 1, predsednica Slovenskega etnološkega društva, ki je hkrati tudi direktorica muzeja in hkrati tudi občanka občine, ki nas prijazno gosti, Alenka Černeč-Krošelj. Potem lepo pozdravljam dr. Mojco Kovačič, ki je nacionalna predstavnica. Najlepša hvala, Rebeka, za to lepo napoved. Res je, da danes predstavljam 2 soorganizatorja, se pravi naš Posavski muzej Brežice, kjer smo res počaščeni, da so naši prijatelji, naši kolegi iz Glasbeno-narodopisnega inštituta, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti izbrali naš grad, naše Brežice, naše prizorišče za ta velik dogodek, da so povabili k sem svoje kolege, strokovnjake iz celega sveta, da v bistvu lahko mahamo tudi tako nadaleč njim, ker vemo, da smo pač v takih časih in jaz res upam, da se boste imeli odlično in lepo. Mi se bomo potrudili, skupaj s sodelavci vam to obljubimo, smo se pripravili in res upamo, da vam bo lepo in da bo to tako nepozabno, ne samo strokovno, ampak tako, kot je tudi najlepše, se pravi tudi družabno, tudi zato, ker ste v tem lepem okolju in se počutite dobrodošlo. To si res želimo in upamo, da tako bo. So first, in the name of our museums, we are very honored that our colleagues from... Okay, so that they chose this venue, this castle, to have this 42nd symposium here. We are honored that you trust us so much, they trust us so much, and me and my colleagues, my co-workers will do our best that you will have a great time here, not just professionally, not just meet your colleagues, not just learn what is going on in your ethnochorological world, but also that you will have great memories of the castle, of our small town, but small towns are much better than bigger ones. The Brežice Museum, Posavski muzej Brežice, Alenka Černeč-Krošelj, forget me if for my pronunciation, and dear head of the Institute of Ethnomusicology, Dr. Moja Kovačič, and dear Dr. Rebecca Kunnel, for hosting the 32nd ICTM study group on ethnochorology, our symposium. So thank you very much from all the group here in this wonderful Brežice, and that you got support from you. And as you know, we are the biggest study group of ICTM, and also maybe the oldest, so therefore I'm also very glad and honored that Svanibor Petar. Zahvalila vsem pletenim. Verjetno ste kljub vsem izzivom naslavljanja slovenskih imen in priimkov razumeli, za katere odlične posameznike in ustanove gre. Tako da ne bi še enkrat tole ponavljala. In na koncu nam je podarila organizatorjem tele srčke, da jih lahko vzamemo takrat, kadar nam bo težko, ali bomo brez energije, ali pa kar tako potem, ko bo že tudi konec simpozija. Thank you, Siri. Spoštovane, spoštovani, z velikim zadovoljstvom vas pozdravljam na začetku 32. simpozija študijske skupine Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo za etnochorologijo. So, very dear guests, very dear friends, members of the study group of ICTM on ethnochoreology, and all our dear hosts in Brežice, in Slovenia, all of you who contributed to the organizational efforts to make this event possible. Warm welcome.
Let me say a few words about the ICTM. Mednarodno združenje za tradicijsko glasbo je vodilno svetovno združenje raziskovalcev glasbe in plesa. So I think we can say, modestly or not, that ICTM is the world's leading association for the study of music and dance. Ustanovljeno je bilo leta 1947 v Londonu, leta 1981 je spremenilo ime, originalno je bilo International Folk Music Council, mednarodno združenje za študij ljudske glasbe. Leta 1981 je postalo mednarodno združenje za študij tradicijske glasbe in kot je Rebeka že povedala, zdaj pričakujemo mogoče novo spremembo imena, ki je zelo pomembna prav za to študijsko skupino in da bomo temu imenu ICTM dodali še en D na koncu. I have the feeling that you understood what I was talking about, right? Simpozije študijskih skupin, to se dogaja, imamo 28 tovrstnih študijskih skupin, kar je veliko. Organizira kolokvije, organizira forume, torej ves čas se nekaj velikega dogaja. Aktivni smo, zelo smo aktivni, smo lahko ponosni tudi na to. ICTM is a very active organization, so it is not about world conferences. And somebody mentioned that some of us just came from Portugal this morning, so I had parked my car in the Zagreb airport and just came to Brežice. Torej, danes zjutraj sem se pripeljal z letališča v Zagrebu, ko sem priletel iz Lizbone, in smo prišli dejansko direktno v Brežice. Pa ne samo jaz, kar nekateri tukaj, several of us came this way. So the World Conferences are just one of the 4 different kinds of scholarly gatherings that we organize. The other one is the study group symposium, and the ICTM has as many as 28 study groups. So ethnochoreology, as we heard, is one of the oldest, the largest, and very much appreciated study group in this big ICTM family. And we are meeting, you can see, for the 32nd time. In Portugal we have 46th World Conference. Torej, na Portugalskem smo imeli 46. konferenco, danes pa malo začenjamo simpozij, ki je 32. po redu, v vrstnem redu. Rebeka me je zaprosila, če bi lahko potem na koncu tega kratkega nagovora razglasil, da je ta naš simpozij odprt in to zdaj počnem z največjim veseljem. Torej, dobrodošli, želim vam čudovit teden in uživajmo v 32. simpoziju Mednarodnega združenja za tradicijsko glasbo. In this way I declare this 23rd symposium of the ICTM study group on ethnochoreology open and wish you an absolutely wonderful week. We are so happy to be together. We are grateful to our hosts and the exchange of all our knowledges, experiences is about to happen. We just came from Portugal, as you can see, we are energized by this experience and we expect like a truly amazing week in Brežice. Welcome and thank you very much.